odprt vse. Ona dvorana, kaj je srednješolski center odprta. Med počitnicami ti zapre, pa reče, tak je. To so klubi krivi. Krivi je tisti človek, ki je tam. To bi pa mogla na njega malo drugače brilati, pa to pa se ve. Dobro, se pravi, vemo kot društvo za Ptuj, če se si zapomnil, nisem povedal, moče še enkrat, ne. Se pravi, društvo za Ptuj smo se mi zamislili kot eno civilno inicijativo, ki bo takšne probleme, ne samo na področju športa, ampak na vseh športih, oziroma na vseh področjih sprejemala, ne, in potem posredovala na prava mesta. Mi bomo to zapisali in bomo posredovali najprej vprašanja ravnateljem šol, zakaj se to dogaja, in ko bomo dobili ta odgovor, bomo potem posredovali te odgovore naprej na občino ali pa na športni zavod in imamo obljubljeno neke odgovore. Če bomo imeli priložnost, pa bomo te zadeve rešili, ker to so takšne zadeve, ki so zelo lahko rešljive in vem pa, da ima klubi s tem velike težave. Naj samo Sandi povej, kakve probleme so z gimnazije, med počitnicami pa med sem, kolikrat kliče... Vse bomo to uredili. Boroč je nekaj povedati, ne? Ne, jaz sem gledal, da je to skozi kot oče dveh otrok, ki sta pač se ukvarjata športom, vozim na trening, potem kot navdušene rekreativec, od teka do košarke. Vidim predvsem dva problema, ne? Problem je to, ker občina je lastnik teh šol, pomanjkanje koordinacije med občino in osnovnim šolami, to, kar si zdaj že povedal, ne? In drugo stvar, kot da bi občina aktivno sodelovala pri bilo kjerem pač projektu, ki ga pač ima, da bi aktivno sodelovala recimo z vsemi športnimi klubi, če se kaj da denarja dati tem športnim klubom. Ker zdaj, če jaz grem, jaz sem zdaj v tem atletskem klubu Ptuj, mi smo probali dobiti generalnega sponzorja, 5000 evrov je bilo problem najti. Pa čeprav imamo, kot ste prej slišali, 15 akreditiranih športnikov. 5000 evrov kategoriziranih športnikov. 5000 evrov za celo leto, da bi bil nekaj generalni sponzor. Se pravi, če je problem? Problem je, da na Ptuju več ni firm, ki bi lahko to sponzorirali, ker smo postavili trgovine, imamo zdaj trgovine gor in v trgovini bi tudi lahko iskali športnike. Če bi občina Ptuj kot taka rekla, na Ptuju rabimo, ker pač imamo trgovine, ne pa podjetnikov, eno skupno stališče, da bi te trgovine vse dali kot občin Ptuj nekaj za šport, naprimer Kolandija. Dale so ogromno, ne? Takrat, ko se je Kolandija gradila, so dali ogromno denarja, ampak takrat je najbolj to šlo v... Ampak dobro, ampak če bi aktivno še naprej sodelovala, recimo, če jaz grem kot en za atletski klub Ptuj, k enemu direktorju noben nam povohal. Če pa bi šel recimo z županom, pa mogoče bi tudi nalažen našli ti... To je res, ne? Glejte, če je Miran kot bivši predsednik menadžer šluba, ki je z temi vodilniki iz teh sfer delov, kome zgago, da je lahko svoj klub, ne svoj klub, rokometni klub, ženski vodil, potem veste, kak je to približno, še vedno dal več, kot so mu vsi ostali pomagali. Bolj veste, kak je posluh teh menadžerov do teh klubov, Torej, nažalost, to je družbena odgovornost. Nekatere firme imajo družbeno odgovornost, nekatere nimajo. Zdaj, nekatere niso imeli družbene odgovornosti niti takrat, ko je bila konjunktura, ko je bilo ogromno denarja. Jaz moram reči, da se pač naša firma, katero ustanovitelj sem, tu zelo izkazala, tu imam neke podatke, mi smo dali samo za šport v zadnjih 10 letih 370 000 evrov. 370 000 evrov, to je za takšno malo firmo, ko smo mi ogromno, in če bi vse ostale firme, ki so tudi lahko takrat dale, vsaj delež tega dale, bi tudi šlo tujskemu športu bistveno boljše. Mi smo poskušali to v menedžer klubu, ampak ne gre. Nekateri so pač takšni, da, se vete, Gorenci in tako naprej, ne dajo, zdaj pa je res težko. In prav zaradi tega, naša prioriteta, če bomo dobili to priložnost za vodenje občine, bo razvoj gospodarstva. Mi moramo razviti firme, zato ker firme propadajo, jaz ne vem, to si zakrivamo vsi oči. Firme vsakodnevno propadajo, še posebno na Ptuju, in nimamo več firm. Tudi velike firme, veste, so v težavah, obe velike firme. In če se kaj zgodi, bo to res velikanska katastrofa. Zato bomo naredili vse, da bomo najprej vložili v kruh, potem pa v igre. Ker če ne bo gospodarstva, ne bo športa in ne bo kulture, bo še slabše. Upam, da bo dovolj priložnost, in če bo dovolj priložnost, bo se res nekaj spremenilo, rabimo pa nekaj let. Imamo pa nekaj izredno klubov, tako kot je rekel, atletski klub ima rezultante, recimo klub borilnih veščin, odlično, zelo tekmovanih. Sašo ima isto, državno
ti manjši klubi so zdaj res, vidi se, da so mali, pa da so čvrsti, delajo en za drugega, zato imajo tudi uspeha, ne. V teh večjih kolektivnih klubih, tako kot je to rokomet, pa to pa je težko, ker je masa večja, pa tudi, recimo, kategorije več, ne. Recimo, kaj zdaj, nogomet je 6 lig, v rokometu so 4, ne, in težko ti prideš gor, ne. Glede, tu še bi jaz nekaj dopomnil. En problem, ki pač toliko sem športov, tu je en problem bi veliki, da je nogomet tujski pobral, vsaj 90% denarja starim klubom. To se, ne nas si zapirajmo oči, to je resnica, Fredi. Tista prva liga, Fredi, samo malo, prva liga je pobrala denarja, zato zdaj mi kagamo, vsem klubom. Sponzore, kak so dobili, plin gre tu skozi, kak se reče, kaj je plin to? To je dobila Drava denar od tega, nogometni klub. Namesto, da bi se ta denar med ostale, pa naj dobi 50% Drava, naj dobi 50% ostale klube. Tu je največja napaka bila, zato se zdaj klubi kagajo in od rokometa, in od odbojke, in od vseh. Zaradi tega se to dogaja. Preveč denara, vse tisto je šlo, to je na račun župana, vse tisto je šlo v nogomet. Nogomet veliko zgubo naredil, kdo to krije? Se bomo mogli enkrat vprašati. Torej, to vemo, ne? To vemo, nič ne bo pomagalo, če bomo zdaj jamrali, to se je zgodilo, vemo, kdo je to tudi delno so kriv, ne? Zato bomo mi kagamo v klubi zdaj. Najbolj me čudi tudi, to zdaj sicer politično pa moram povedati, najbolj me čudi, da se potem tisti, ki je pravzaprav futbol spravil v to stanje, zdaj svoji, da so futbol edi njegove, ne? Ampak nič tam bo to pomagalo, zdaj ne bomo jamrali, zdaj moramo gledati naprej, če bo še enkrat konjunktura in upam, da bo, ne, se bo tako delilo, ne. Še enkrat, futbol je šport številka 1, pa tudi ostali športi morajo biti tisto, kar jim tiče. To je isto tema, ne, jaz jim privoščim uspeha, ne, oni opet rastejo, ne. Se ne bo ki slika poponovila. Bo prišli v prvo ligo, bo pa ti velike, bo pošlo vse v nogomet, še več kot šlo zdaj, recimo, ne, tako bilo te. Jaz jim privoščim, hvala boj, ker prišli po ligo poigrati tam, ne, ampak. Ni več realne osnove, da pride nešto taki klub, pa da lahko to pelje v prvo ligo. To se najde. Ne, glej, nimaš odkot vzeti. Moraš najti take neumne, ko so to, kaj zdaj Miran Buk na rokovajih, samo on že ve, zakaj daje, ne vem. Ni ga na Ptuj, ki bo rekel, zdaj bomo pa šli, ali v rokometu, ali tako, jaz ne vem. Ne dajo. Za Ptuj je, kaj zdaj, realna druga liga, v nogometu, če se o tem pogovarjamo, rokomet bi mogli imeti v prvi ligi, dvoranski šport tam bi mogli biti v prvi ligi. In to treba vse naredno pride, ne? Za nogomet, ki pa imamo preveč selekcij, pa preveč pogonov, pa je druga liga vrh v tej piramidi slovenski, ne? Ker enostavno nimaš odkot vzeti, ne? Jaz bi še nekaj omenil, pa sem malo vezal na Fredija prej, ko je rekel, da klubi premalo držijo skupaj, oziroma da so premalo čvrsti. Jaz mislim, da zdaj se že pogovarjamo skoraj 1 uro, denar, vemo, da ga je premalo, ampak jaz mislim, da je politika kluba prav ta, da dejansko veliko vlaga tudi v svoje kadre. In tega se verjamem, da klubi na Ptuju premalo vsi skupaj zavedamo, da imeti tu neko kvaliteto prvo, ki bodo delali s temi otroci. In če pogledamo rezultatsko konstanto atletskega kluba, mislim, da smo redki klub na Ptuju, ki smo imeli udeleženca na olimpijskih igrah, da imamo redno udeležence svetovnih prvenstev, evropskih prvenstev, olimpijskih dnevih mladih. In jaz mislim, da je predvsem tukaj treba začeti delovati in delati kot tak. Marsikaj bo treba tudi poželeti. Vemo, da se trenerji znajdemo v situaciji, ko nismo samo trenerji, ko smo organizatorji vadbe, ko iščemo, ko termini, pogoji, včasih niti približno niso primerni tistemu, kaj je, ampak tukaj kot klubi, predsedniki klubov in tudi tisti, ki delajo noter, jaz mislim, da tu treba biti velik posluh pa zagnanost. Jaz vidim, da boks klub je na neki taki ravni tudi, ki so zagnani, ki delajo in tukaj v osnovi treba začeti. Če bomo samo denar, atletski klub deluje že drugo leto brez generalnega sponzorja. In tako, kak se trudimo, ga ne moramo dobiti, pa kljub temu delamo.
to je, mislim, da tisto glavno vodilo, da poiskati čvrste sredine in čvrsta jedra narediti in tu noter graditi naprej. Jaz se strinjam, samo mislim, da lokalna skupnost vseeno mora skrbeti, da neko, kaj sve tisto osnovno stvar ali pa infrastrukturo priskrbi klubom. To pa se definitivno strinjam. Tako da tu ne moremo brez občine, enostavno ne, tu mora posluh biti in to je na prvem mestu, ker je vse povezano s tem. Ko je klub bil v prvi ligi, to lahko povem, smo poklicali vodilne direktore naših tovarn oziroma podjetij, ki so in so prišli na sestanek in so se izpisali gor in vsak je nekaj prispeval. Se pravi, da smo jih poklicali, vsak je nekaj prispeval, nekateri v enkratnem znesku, nekateri po 12-tinah. Tako da vse v tem, koliko je sredina sposobna pripeljati skupaj, ne pa koliko lahko zloži zdrave. Prej eno vprašanje, ste imeli tu podporo župana lokalne skupnosti? Smo imeli. Mogoče drugi klubi bi bilo tudi tako pomankanje te podpore, pa mogoče bi tudi občina kot taka mogla reči, mi želimo v strategiji nekaj določiti klube, v katere želimo vlagati in potem tudi župan z roko v roki s klubi potem nagovarja sponzore na tak način. To je žalost, da noben direktor ne prepozna atletskega kluba. Se strinjam. Za 5000 evrov bi dali oni generalno sponzorstvo. To ne moreš se zamisliti tega, kako. To bi lahko javne službe dale, ne? Če že ostalim talajo. Morda res. Ne vem, kako funkcionira, morda res. Ste igrali vloga? Torej, vam povem še enkrat, velik problem je, ker imajo firme na Ptuljskem blazne probleme. Firm več ni. Zelo malo nas še je, ki imamo sploh pozitivne rezultate. Jaz nažalost že v rokometu več kot za rokomet več ne moremo dajati. To smo dali ogromno in še bomo nekaj dali, drugi firme bojo res težave, to je generalni problem. Predlagam, ko sestavljate ekipo, sestavljajte tak, Glazer, Kolman, levi bek ali pa levo krilo, KZM, Nešče iz Kidričevega recimo, ali tako dalje sestavljate ekipo, ko boste tisto ekipo imeli na tablo, da boste vedeli, da z vami potem boste lahko gradili klub. Da pa bo vam lažje tak, da bo mogli iskati iz tedna v teden novega sponzora za tiste dogodek, ki ga imate. Edini način je to, ker to je mala vsota denarja, da lahko greš do nekoga, tisto malo še ti dajo. Doben več neče generalno pristopiti, za eno tekmo ti poda pa to drajta, gled pa smo dal pa ima mir. Se pravi, če imaš 12 kol, 12 tekem, moraš najti 12 sponzorov. Ampak to je to. Mi vsi, ki v tej klubi delamo, so volonteri in porabiš ogromno svojega časa in svoje energije. To zapraviš vse tisto. S klubom moraš delati tako kot svojo hišo, z igralci pa tako kot svojimi otroci. Brez tega uspeha ni. Problem je pri totih velikih klubih, ko so tako omejeni na sponzore, ki brez sponzorov načeloma sploh delovati ne morejo, ki mogoče jim tote sredstva športnega zavoda predstavljajo 10% proračuna, ki oni morajo zagotoviti. To je največji problem, ker tu jim po eni strani moramo razumeti firme, firme so v upnih stanjih, zdaj ne morejo razmetavati, nora bo vedno manj, zdaj se zatiska toga, pa si misliti moče, pa čez 2 leti prišel nekdo, ki bo dal, ga ne bo, vedno manj ga bo in se morajo klubi znotraj organizirati na tak način, da bo preživeli, ali pa ne bojo, ali pa bo kot Roma, pač bojo propali to klubo. Jaz sem celi cel predstavljaš tega, da bo trebalo malo bolj moče razmisliti, kako rešiti toti problem, pa zakaj je prišlo do njega. Kaj je zdaj v tem trenutku narediti, da bojo res, da bomo imeli rokometne klube, nogometne čez 5 let, če vedno, na nekem nivoju, na nekem močnem državnem nivoju. Jaz sem predlog že dal, najprej moramo spet gospodarstvo dvigniti. Tu je treba pripeljati nekaj velikih firm od zunaj, ali iz Slovenije, ali pa iz tujine, ki bo tu nekaj naredilo. Moramo jim dati primerne pogoje, da bojo sploh hoteli priti, ker moramo vedeti, da če je zemlja v Celovcu 12 evrov, tu pa se v industrijski coni prodaja po 80 evrov ali pa shopping center po 150 evrov, potem na ta način ga ne bomo dobili in ko bomo to dosegli, potem bodo ti klubi tudi začeli financirati in šport in kulturo. Se ne smemo pozvati tudi na kulturo, če bi od teh velikih sredstev ob investicijah še kultura nekaj dobra, bi tudi kultura bila na drugem nivoju. To je vse povezano. Pa mogoče začeti razmišljati, kako na neki način s športom ustvarjati posle, Ker se da, ker šport dan danes v modernem svetu predstavlja nekaj vrste posle,
In moče razmišljati pač, da se na taki način organiziraš, da preživiš, ne, enostavno, ne, neodvisen, ne. Se pravi, tu mora sprejeti eno strategijo. Strategijo mora sprejeti na ta način, da bo naredil nekaj takšnih okrogli misli, ali pa ne takšnih širših, ne, mogoče tudi hoje stojine, ne. In bo to strategijo sprejel, potem je to ena rdeča nit, okoli katere bo zadevo gradil. In tako mora biti tudi na ostalih področjih, ne. Nažalost, tudi na državnem nivoju nimamo strategije nobene, ne. Ne na gospodarskem, ne na področju, ne na kulturnem, na nobenem področju. Zdaj, zakaj, ne, špekulacija se pa, da zato, ker če nima strategije, potem se ne rabiš držati, potem lahko delaš malo ad hoc vsem tja, ne. Ampak to je narobe, ne. Mi moramo vedeti, kam gremo, dolgoročno, potem iti po tej poti, pač, ki ni seveda premočrtna, ker moramo reševati te težave. Primer so naši smučari, ki morajo sami dati denar, pa so paradna disciplina v Sloveniji. Sami dajo svoj denar, da lahko sploh grejo na priprave. Italija je zdaj rola bil tudi primer. Vrhun prve v Sloveniji, sam se je plačal vse. No, seveda moramo še en primer, ne. Primer Dejana Zavca, ne, če se spomnite, to je bilo malo pred volitvami prejšnjimi, ne. Takrat smo zbirali denar, da so sploh lahko šli v Južno Afriko. In potem je postal svetovni prvak, ko je mi spali 5 ur. Svetovni prvak je postal. Fante, vidite, če Miran, ki je veliki podjetnik, pa ki ima... Nise veliki podjetnik, mi smo srednji podjetnik. Ne, čisto podjetnik si, ki ima res vrata odprta na vse firme, ne, pa tudi v sistem Mercator, pa to, če je njemu težko, potem je nam tudi. Uspel bo župan, ki bo znal povezati gospodarstvo, ki bo znal gospodarstvo dvigniti. To morate vedeti. Tisti bo pravi župan in tisti bo glavni. Kateri župan bo pa samo prišel, da se bo tam vsel, tu malo prek, pa gleda, da bo se ta ulica, pač, kakva je, naredila, ja mislim, da bolj je to Bogu. Župan bo spet samo tisti, ker je gospodarstvenik, ki ve, kaj je gospodarstvo, pa ve, kaj se mora narediti. To morate vsi vedeti. Če pa ne bo tega, pa bo še neko prišel, ker je tretji, četrti župan, po istih hudičkah je zdaj biti. Štefan, vse je potrebno. Zadnje tri župane, ki so bili gospodarstveniki. Ker so bili, Torej, gospodarstvo ni vse, je pa neka osnova. Mi moramo začeti delati najprej firme, potem bomo imeli vse ostalo in moramo začeti spet skoraj izmeniti. Moramo se zavedati, da je šport, uspešen šport na Ptuju, velika promocija Ptuja. In da lokalna skupnost ne sme pozabiti vlagati v šport. To je dejstvo. Vemo, da denarja ni, ampak ne pozabiti. Ker vse velike firme, ki imajo nekaj v žepu, vlagajo v šport in jo promovirajo preko tega. In zdaj, če hočemo biti neka podaljšana vas, ok, ne. Če pa hočemo nekaj narediti tudi za Ptuj, se pa tudi vlagali v Ptuj, seveda, torej pa se zagnati gospodarstvo, ker če imaš prazno malho, ne moš nič dati, ampak promocija mora biti. Jaz sem imel eno težavo zdaj veliko, nekako mi smo, bom rekel, kar neko zgodbo naredili na Ptuju, se moram malo pohvaliti, pa sem organiziral, ker smo tako malo resen klub, reprezentačno tekmo so nam podelili na Ptuju. In dobena dvorana ni sposobna tehnično speljati prenosa. Ne vem, zaradi kota, ne vem, tam so mi oni gospodje razlagali. In sem mogel tekmo narediti Maribora, gospodje. Hvala Bogu, sponzore sem dobil, pokril sem nekaj na Ptuju so dali, smo šli okoli, smo pobrali, tudi v Mariboru so nam šli na roko. Ampak to je tudi neka smernica, ki nam kaže, da moramo nekaj v tej smeri narediti. Za Ptuj. Aleš, poglejte si, verjetno ste vsi, ali pa vsaj 3/4, ki tu sedimo, smo komitenti Nove kreditne banke Maribor. Kjerem klubu dajo? Benam. Vsi smo, recimo vsi, ki smo tu, smo tudi pri zavarovalnici Maribor. Fredi, zdaj ti bo rekel. Glejte, idite v Maribor, na kjerikoli center greš, imajo kombi, imajo napisano zavarovalnica Maribor, koliko dobimo mi sem tuj? Nič. Fredi, dajo 30 tisoč recimo za korentovanje, in to je to. Zakaj se ne vprašamo? Zakaj se ne vprašamo? Nas je toliko tu, ki smo v tej banki, pa toliko, ki smo v tej zavarovalnici. Ta procent dajte v našo občino nazaj. Fredi, to si zdaj dober odgovor dal, ne? To pa je zopet, kam so prioritete določene? Imam izkušnjo s tem. Jaz sem povedal, zakaj je to tako.
Imam izkušnjo s tem, so bili sponzor, ker je bila reprezentančna tekma. Me reprezentančno tekmo pa sigurno se javi. Pa smo šli, pa smo potrli KB Info, ki je dal denar. Ampak, Fred je hotel povedati nekaj. Na nekem nivoju pristopijo, na nekem nivoju pa ne. Mi na Ptuju nimamo več sedeža, niti zavarovalnice, niti banke. To je v Mariboru, zdaj niti v Mariboru več zavarovalnica ni. In hotel Fred povedati to, da če da zavarovalnica Maribor za Lent, pa za Lisico, pa ne vem zakaj je takšen delež denarja, glede na komitente, potem bi bilo prav, da nekdo na občini Ptuj reče, poslušajte, če ste tam dali, tu imate tuji komitente in to nezanemarljive, potem dajte isti procent tudi tu. To se mora nekdo zboriti in mora imeti interes. Ja, jaz bom pa dal odgovor, Fredio, čisto tak, ko greš malo okrog, pa se z ljudmi pogovarjaš, Ptuj bo dobil denar takrat, ko več ne bo oseb X in Y v mestni občine. In to velja generalno in za šport in za vse ostalo. Zdaj, o direktno imeni in dopadne se mi vaša zadeva, ko govorite o povezovanju. In tu je treba graditi. Če boste uspeli kot župan, in če boste uspeli povezati več svet skupaj, potem bo vsem lažje. Jaz mislim, da bom. Pričal sem, Isto je povezava, tako. Danes pa X pa Y ista povezovalne osebi na Ptuju in potem tudi vse odleti mimo Ptuja. Dajmo si narediti čistega vina. Vse se vidi. To je zato, ker smo se prej menili, mi zagovarjamo 2 mandata tudi na županski funkciji. To je pač ena anomalija, ki je nastala pri državni zakonodaji. Tudi vemo, zakaj je to nastalo, zato ker so se pač župani sami sprejemali lokalno zakonodajo. Ni prav, 2 mandata, adijo, prije nova ekipa, nekdo je dober na področju športa, drugi na kulturi, drugi tretji na gospodarstvo in to se še nekaj časa obrne, zato to zagovarjamo. In če bojo Ptujčani pač to prepoznali kot dobro, kot pozitivno, potem verjamemo, da nam bojo dali priložnost, da se to ime enkrat pokažemo. Še vam kdo kaj? Zdaj pa se pravi čist samo nekaj zaključkov, ker nočemo pometovati. Slišali smo se, pomembno je, da se pogovarjamo. Meni se zdi pomembno, da tudi takrat, ko se je pripravljalo, se pravi novi pravilnik, da bi bilo prav, da se vsi športni klubi, vsi deležniki, ki so na šport vezani, da bi se sklicali, da bi se javno to obravnavalo. Ne samo, da se pošljajo pač neki predlogi, pošljajo 10, 9 se črtali, sploh ne ve, zakaj se to črta. To se mi ne zdi prav. To je pomemben pravilnik, zato vam tudi vas prosim, če je v vašem interesu, da nam pošljete te popravke, ki ste jih poslali, pa ste dobili zavrnjene, da še vi pogledamo, pa mogoče kaj skupaj naredimo. Kaj smo ugotovili, ni ene strategije športa na Ptujskem, tudi na drugih področjih ni, to je recimo osnova, moramo imeti strategijo, spet se to treba zmeniti z enim širšim konsenzom, ne samo strokovne službe na občine, ali ne samo recimo športni zavod ali posamezni športniki, širši konsens, treba se vsesti, treba se dogovoriti, to bo trajalo nekaj časa, ampak to je pomembna strategija. Pravilnik je en dokument, ki je kratkoročno zelo pomemben, ki bo veljal naslednjih 4-5 let in potem se lahko samo spet srečujemo tak in jamramo, to ni prav. Tako kot je, se pravi smo rekli, klubi se morajo povezovati s šolami bolj, to verjamem. Povezovanje je nasploh premalo in pogovarjanje je premalo. Na vseh okroglih mizah smo naleteli na isti skupni imenovalec, to je nišče se z nami ne pogovarja, ne s kulturniki, ne z umetniki, ne z tistim, ki živijo v starem mestnem jedru in tudi s klubi se premalo pogovarjajo. Imamo neke, se pravi, organizacije, ki delujejo, zopet so odvisne seveda od občine, občinskega proračuna, od dvigov rok in potem se to tudi konča. Tako da prosim, se pravi, če imate bilo kakšne pripombe, težave, predloge, da nam pošljete, poslušali jih bomo strniti in jih poslati na pravi naslov. Se pravi, Društvo za Ptuj bo obstajalo tudi po teh volitvah, ne glede na to, kakšen bo rezultat in bo imelo enako nalogo. Postavljati ogledalo, se pravi, na posameznem področju, se pravi, na področju športa, ptujske oblasti in Društvo za Ptuj bo to ogledalo tudi pokazalo novinarjem in naloga novinarjev je, da to obradovanje potem, to je neki pritisk civilne iniciative, ki mora uspeti.
In to je bil namen, to tudi je namen tega kluba. Jaz se vam najlepše zahvaljujem, da ste se zbrali, da smo se enkrat poslušali. Obljubim, da to ni edinkrat in da se bomo večkrat na leto tako srečali. Ne formalno, ampak na ta način. Hvala lepa. Seveda vas vabim na naslednji dve še okrogli mizi, ki so tudi pomembni za Ptuj. To je okrogla miza o mladih, ki bo naslednji teden četrtek in potem še čez 14 dni. Po mojem najpomembnejša okrogla miza, od katere je mnogo odvisno na Ptuju, to je okrogla miza o gospodarstvu. Hvala lepa in se vidimo na naslednji okrogli mizi. Jaz se tudi zahvaljujem za povabilo na to okroglo mizo. Veseli me torej, da smo vseeno izluščili tudi nekatere pomanjkljivosti, ki trenutno vladajo na področju športa, da lahko z neko novo energijo, z nekimi novimi pogledi in seveda zagotovo tudi na področju športa še marsikaj dodelamo, spremenimo, izboljšamo. Ne nazadnje, da bodo klubi imeli seveda od tega tudi kaj več. Torej še enkrat zahvala za povabilo in pa, če dovolite malo reklame, pred nami je Ptujski športni vikend, 20. športni vikend že po vrsti, torej ta vikend od petka do nedelje, vljudno vabljeni vsi na mestni stadion, kjer se bo marsikaj dogajalo za celotno populacijo in pa seveda, da se pridružite tem našim dogodkom, da bomo skupaj izpeljali še en lep dogodek povezan z športom. Se pravi, vse predloge pa na info@zaptuj.si. Hvala lepa.